Torej, Ministrstvo za kulturo v zadnjih 2 letih ni v zadostni meri uresničevalo nacionalni program za kulturo, vendar pa ministrstvo ob tem ni bilo deležno skoraj nikakršnih javnih odzivov, ki bi kritično vrednotili njegove ukrepe. Že leta namreč v kulturi ni bilo medijskega zatišja, kakršnega smo priča danes in pa seveda v zadnjih 2 letih. Osrednji mediji so namreč zgolj orodje politične oblasti in na področju svobode tiska se Slovenija naglo približuje državam z omejeno medijsko svobodo. To ponazarjajo tudi ugotovitve mednarodnih nevladnih organizacij, ki so ugotovile, da je v zadnjih 2 letih medijska svoboda padla v Sloveniji kar za 16 mest, kar seveda ni nič čudno ob ravnanju te oblasti v zadnjih 2 letih. Na kulturnem področju, v katerega spada seveda tudi medijska politika, je bilo v zadnjih 2 letih storjeno bore malo, kajti kaže tudi pregled dela, da je v zadnjih 2 letih proračun na vseh področjih razen 3, torej upadov, in je bilo od 17 področij kar 14 teh seveda močno prikrajšanih. Tako je se na Ministrstvu za kulturo v zadnjih 2 letih dogajalo marsikaj, kar seveda ni bilo tudi v skladu z zakonom, kar kaže seveda na veliko samovoljo Ministrstva za kulturo, in tako je v preteklih 2 letih se je kazalo pravzaprav v iracionalnem revanšizmu, v tem smislu, da so menjali prejšnja vodstva, kar je povzročilo seveda predvsem nestabilno vodenje javnih kulturnih zavodov in pa skladov. Priče smo bili številnim nepravilnim razrešitvam članov nadzornih organov, direktorjev, strokovnih komisij, bili smo priče odstopom, ki so bile posledice seveda političnih pritiskov. Dogajale pa se je seveda tudi celo vrsto drugih stvari, ki so pomenile kršitev zakonodaje. Med drugim je bilo seveda netransparentno in nenamensko razdeljevanje javnih sredstev na javnih razpisih in javnih pozivih. Ministrstvo za kulturo je kot nadrejeni filmskemu skladu povzročalo pravzaprav tudi to, da filmski sklad ni bil dovolj nadzorovan in je seveda potekalo delo na filmskem skladu popolnoma neustrezno. Javna sredstva so prejeli številni neupravičeni prijavitelji in seveda tudi številni projekti, ki niso izpolnjevali razpisnih pogojev. Pri razpisih so se spreminjale in prilagajale ocene, postopki so bili nezakoniti in površno vrednoteni in financirane so bile tudi osebe, ki niso imele pravočasno dokončanih projektov. Na Ministrstvu za kulturo so se najbolj eklatantne kršitve dogajale na medijskem razpisu, na katerem so tudi financirali politično zasnovane projekte in tudi brezplačnike. Če omenim še filmski sklad, v katerem je bilo v našem mandatu pravzaprav celo vrsto napadov in pa sramoten, da tako rečem, se je zgodilo pravzaprav nekaj nezaslišanega v tem smislu, da je bilo leto 2010 popolnoma zgubljeno in da tudi letni program za leto 2010 je bilo šele sprejet v novembru 2010, kar pomeni, da je seveda dejansko bilo leto uničeno in seveda sredstva ne vemo, kako so bila razporejena in tudi upravičena, bi človek rekel, pred računskim sodiščem, če hočete, ali pa pred komisijo za boj proti korupciji, za katere organa pa vemo, da nista reagirala in da je notorno dejstvo, da sta nič drugega kot politično orodje vladajoče politike. Tudi na posameznih drugih področjih je bilo celo vrsto seveda zamujanj, nepravilnosti. Omenimo samo kulturno dediščino,
kjer seveda Ministrstvo za kulturo ne uresničuje zakonskih zavez za področje kulturne dediščine. Še vedno ni vzpostavljen register premične kulturne dediščine, neustrezno seveda deluje register žive kulturne dediščine in Ministrstvo za kulturo kljub poteku rokov ni sprejelo več kot polovico pravzaprav izvedbenih aktov za Zakon o varstvu kulturne dediščine. Na tem mestu naj omenim samo Kobilarno Lipico, ki je padla pravzaprav pred leto 2004 in ki deluje pravzaprav popolnoma konfuzno in se ne uresničuje pravzaprav tisto, kar je bilo zaveza, da bojo turistično ponudbo ločili seveda z delovanjem javne službe.